Lepo pozdravljeni v Sladki akademiji. Poletje je že praktično pred vrati in danes bomo spekli sadni kolač z vaniljevo kremo s sadjem. Seveda, če je sadni kolač, mi bomo uporabili nektarine in povrh bomo dali še drobljenec. Popolna sladica, vse v enem, dobite en kolač, eno pecivo ali pa še kot kos torte. Res je dober. Tukaj notri se skriva sočen biskvit, ki ga lepo aromatiziramo s citrusi in vaniljo. Gor imamo vaniljevo kremo, ki se lepo poveže s tem biskvitom in fajn poplakne vse skupaj. Na vaniljevi kremi imamo nektarine. Nektarine lahko zamenjamo z breskvami, slivami ali s katerim koli drugim sezonskim sadjem. Pomembno je, da uporabite sadje, ki ni preveč zrelo, tako da na koncu ne bo preveč marmeladasto vse skupaj. Tudi kakšne borovnice bi bile odlične. In na vrhu še ena dodatna tekstura, ki lepo zaključi ta kolač. Drobljenec s cimetom. A sem vam prodal zadevo? Mislim, jaz sam sebi sem imel, tako da zdaj moram kar poskusiti. Gremo to peči. Dobro. Najprej se lotimo priprave kreme, ker jo bomo morali ohladiti. V lonec dodamo mleko, strok vanilije in začnemo segrevati. Vzamemo jajca ter jih ločimo na rumenjake ter beljake. Medtem ko se mleko segreva, k rumenjakom dodamo škrop in pa 100 gramov sladkorja, tole dobro premešamo, potem bomo pa temperirali s segretim mlekom. Še sladkor primešamo in vse dobro premešamo. Vmes se nam je pa mleko že fino segrelo. Zdaj pa počasi temperiramo, počasi in postopoma vroče mleko prilivamo k rumenjakom in ves čas dobro mešamo z metlico. Nato pa vso to mešanico vrnemo nazaj v lonec, dodamo še malce soli in pričnemo kuhati ter mešati z metlico. Krema je zdaj skuhana, jaz bom strok vanilje pustil kar noter do konca, tako da se čim več arome razvije. Če ne delate s strokom vanilje, pa uporabljate vaniljev ekstrakt, je pa pomembno, da vaniljev ekstrakt pri kuhanju vaniljeve kreme dodaste na koncu noter, ko je krema že skuhana, zdaj proti koncu ga omešamo, sicer se vam lahko zgodi, da se zadeva tudi sesedi. Tukaj imam 50 gramov hladnega masla, tega zdaj postopoma noter umešamo, tako da bomo dobili fajn sijočo kremo, potem pa tole prestavimo v hladilnik. Čisto na koncu postopoma primešamo še maslo. Vse skupaj premešamo, pokrijemo z živilsko folijo in prestavimo na hladno, tako da se krema ohladi, preden se lotimo naslednjega koraka. Po kremi je čas, da se lotimo drobljenca. V večji skledi zmešamo moko, rjav sladkor, sol ter cimet. Primešamo še stopljeno maslo in vse skupaj dobro premešamo, tako da nastane nekakšen drobljenec. Prestavimo na hladno. Drobljenec imamo pripravljen, krema se mora res fino ohladiti, preden bomo jo sestavili, oziroma kremo bomo dali direktno gor na surov biskvit in vse skupaj se bo peklo hkrati v pečici. Zato je pomembno, da se krema ohladi, ker bo tako kolač lepše uspel. Medtem ko se pa krema še malce hladi, pa pripravimo vse sestavine za biskvit in pa nektarine. Vzamemo nektarine ter jih olupimo, lahko jih pa tudi ne, če ne želite. Jaz nektarine rad olupim pri tem receptu, zato ker preprosto ne maram olupka potem v končni sladici. Vi pa lahko pustite tudi z olupkom, ne nazadnje olupek ima kar precej okusa. Jaz ga bom vrgel v smuti. Namesto nektarin lahko uporabite tudi breskve, ali pa marelice bi bile tudi super. Je pa res dobro, da za ta recept uporabite sadje, ki je malce bolj čvrsto, zato ker tole bomo pekli dobrih 50 minut. In na koncu, na končni sladici želimo, da ko ugriznemo v sladico, da ima breskev, nektarina, marelica, saj še malo upora, malo karakterja, tako da vemo, kaj jemo, ne pa da je neka marmelada. Sadje zdaj razkoščičimo in narežemo na malce širše rezine. Zdaj pa gremo na biskvit. Še 90 gramov belga. 99.
No, pa, ne bi bilo 90, ampak 80 gramov tega. 180 cukra skupaj, pol. K maslu ter sladkorju dodamo še limonino lupinico ter aromo vanilije. Vse skupaj začnemo mešati z lopatastim nastavkom. Sladkor, maslo in vse, kar smo dali zdaj v mešalnik, mešamo, stepamo toliko časa, da se malce maslo zmehča, ni pa treba toliko časa mešati, da dobimo neki full volumna, ne delamo masline kreme. Zdaj primešamo noter še 3 cela jajca, sobne temperature so, premešamo, potem pa še suhe sestavine. K masi za biskvit primešamo še jajci. Tule v skledi imam suhe sestavine, to pomeni moka, pecilni prašek, soda bikarbona ter sol. Vse dobro premešamo, nato pa vmešamo v maso za biskvit. Čisto na koncu dodamo še suhe sestavine in primešamo. Ko je biskvit povezan, pa nežno vmešamo še lonček kisle smetane, ki bo dodal fino sočnost končnemu biskvitu. Vzamemo pekač 20x30 cm, ga obložimo s papirjem za peko ter malce namastimo in vanj razporedimo biskvit. Enakomerno ga razporedimo. Preden damo gor kremo, ne pozabite, da smo imeli noter vaniljev strok. Povrh biskvita takole dodamo še vaniljevo kremo, ki smo jo ohladili. Nežno jo izravnamo. Nato pa položimo čez še krhlje nektarin. In še malo pa smo, samo še drobljenec, potresemo povrh sadja in damo v pečico. Pečico imam segreto na 180 stopinj, torej se pa kar nekaj časa peče. Približno 50 do 55 minut bo trajalo, tako da idemo hitro noter. Pečemo na sredini, brez ventilacije, 180 stopinj, 50 do 55 minut. Odstranimo iz pečice, pustimo, da se ohladi, nato pa postrežemo. Še bolje pa je, če imate potrpljenje seveda, da pustite kolač odstati čez noč v hladilniku. Z te porcije dobimo približno 15 kosov te čudovite sladice. Veselo ustvarjanje in dober tek vam želim!